Torej, kot smo slišali iz tega poročila, so se pozitivni trendi v lanskem letu nadaljevali. Enako nam kaže tudi stanje na dan 31.5. letošnjega leta. Torej, stanje nerešenih zadev se zmanjšuje. Že leta in leta se ustvarja nek stereotip, da sodstvo ne deluje oziroma da so tudi sodniki nesposobni, neučinkoviti in ne vem še kaj. Nekako skuša se jih tudi predstaviti kot uradnike, omejiti njihova razlagalna oziroma da bi razprli argumentativna krila. Vendar vsi ti podatki, ki so objektivni, vendarle potrjujejo, da sodstvo deluje in da so sodniki usposobljeni za reševanje še tako zahtevnih postopkov. Vrhovno sodišče je že v mesecu februarju začelo z obiskovanjem sodišč nižje stopnje, tako da smo obiskali že vsa delovna sodišča, Upravno sodišče Republike Slovenije in tudi okrožna sodišča na sedežih višjih sodišč. Seveda na te obiske smo odhajali pripravljeni, že z jasno diagnozo, oboroženi s podatki in smo potem v razgovoru s kolegi, predsedniki, torej ugotavljali dobre prakse, tudi nekatere pomanjkljivosti in se tudi dogovarjali, kako jih bomo odpravili. Na enem od sodišč sem potem tudi odredil pregled, ki ga bo opravila ena naša sodnica, tako da se bomo potem na to sodišče v jeseni, ko bo pregled opravljen, vrnili in se tudi dogovorili, kako izboljšati njegovo delo. Seveda se zavedamo, da so v sistemu tudi določene slabosti. Strinjamo se oziroma pritrjujemo Računskemu sodišču, ki je ugotovilo, da pač za pomanjkljivosti v postopkih ni več nekakšnih sistemskih razlogov in da se ti praktično na celi črti umikajo subjektivnim razlogom. V skladu s tem smo pač v zadevah, kjer smo zaznali pomanjkljivosti oziroma nedoslednosti v delu, enako velja tudi za kolege na nižjih sodiščih, ukrepali tako, da so pač predsedniki višjih sodišč odrejali službene nadzore, potem zahtevali so tudi izdelavo ocene sodniške službe, odvisno od teh ugotovitev pri teh nadzorih oziroma nadzorih in v skrajnem primeru so bile dane tudi pobude za disciplinske postopke. V 2010 so vsa sodišča skupaj prejela v reševanje novih 969 tisoč zadev, oziroma skoraj 970 tisoč, kar je za okoli 5% več kot v letu 2009. Takrat je bilo 925 tisoč. Rešila so jih 992 tisoč, kar je več, kot so jih prejela, istočasno je pa za skoraj 6% več kot v letu 2009. Na datum 31.12.2010 je ostalo nerešenih 458 tisoč zadev, kar je za 4,6% manj kot na zadnji dan leta 2009. Tu bi mogoče opozoril na občasno nerazumevanje pojma, kaj pomenijo nerešene zadeve. Nerešene zadeve so v sistemu ves čas prisotne. Če danes sodišče reši 1000 zadev in jih istočasno 1000 pride v sistem, jutri začnemo dan s 1000 nerešenimi zadevami in tako naprej. Torej, nerešene zadeve bojo v sistemu ves čas. Pomembno pa je, da se njihovo število znižuje in da se s tem tudi znižuje oziroma skrajšuje čas reševanja zadev. Povprečni časi za rešitev zadeve
so se s 14,1 meseca v 98, kot že rečeno, skrajšali na 5,8 meseca v 2010, pri pomembnejših zadevah pa z 21,8 meseca v 98 na 9,2 meseca. Kot je navedeno v letnem poročilu, pomembnejše zadeve ne pomenijo, da druge zadeve sodišča obravnavajo kot manj pomembne. Gre za tiste, ki so bolj zahtevne vsebinsko, gre za pravdne zadeve, kazenske zadeve, tiste, ki terjajo več poudarka sodnikovega dela. Vrhovno sodišče prav tako reši več zadev, kot jih prejme, s tem, da je v lanskem letu prejelo za razliko od 2009 manj zadev. Največji padec v pripadu glede na 2009 se kaže na delovno-socialnem oddelku. Situacija je sicer čisto drugačna na delovno-socialnih sodiščih, kjer pa pripad močno raste. Sledi mu upravni oddelek s padcem za 17%, civilni oddelek z 12,6% in gospodarski 6%. Porast v pripadu je bil zaznan le pri kazenskem oddelku, kjer je bilo za okrog 7% več zadev. Povprečen čas, potreben za rešitev zadeve pred vrhovnim sodiščem, če upoštevamo vse zadeve, je znašal 7,8 meseca in se je znižal za 17% v primerjavi z 2009 s 9,4 meseca. Vendar pa so seveda med oddelki velike razlike. Vsi ključni dejavniki oziroma vsi ključni kazalniki kažejo, da se je sodstvo vrnilo v položaj, kot ga je imelo pred reformo leta 1995. Kljub nadaljnji 5% rasti pripada, sodišča le tega obvladajo in še dodatno zmanjšujejo število nerešenih zadev ter skrajšujejo povprečen čas reševanja zadev. Reforma leta 1995 je po oceni številnih glavni krivec oziroma glavni vzrok dolgotrajne krize, ki je tudi prinesla tako imenovane sodne zaostanke. Strateška usmeritev vrhovnega sodišča na kadrovskem področju, kot rečeno, je postopno zniževanje števila sodnikov, hkrati pa je statističnih podatkov razviden dolgoročen trend stalnega naraščanja pripada sodnih zadev, veča se njihova kompleksnost, pričakovanja strank in javnosti pa so vse bolj zahtevna. Med drugim boste videli iz letnih poročil, da so se kot neresnične in nepravilne izhajale ocene o Sloveniji kot državi z največ sodniki na prebivalca. Imamo jih 53,5 po podatkih SEPEŽa pri Svetu Evrope. Ti podatki žal izhajajo iz napačne uporabe metodologij med različnimi državami, kjer samostojno sodno delo opravljajo različne kategorije sodnikov in zaradi katere zajem podatkov po državah ni enak.